Drage gledalke, dragi gledalci, gledate novo epizodo oddaje Moč poslovne podpore. Z mano je Maša Budna Radilović iz podjetja Competo. Draga Maša, dobrodošla v oddaji. Povej nam, kaj zate predstavlja moč poslovne podpore? Moč poslovne podpore, ki je zanesljiva in dodaja vrednost, pomeni gradnjo temeljev, na katerih lahko sodelavci in vodje gradijo organizacijo. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme. Od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Vstopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Današnja gostja prinaša edinstven preplet dveh svetov, sveta podpore in sveta HR-ja. Je oseba, ki je dolgo časa delovala v administrativnih in podpornih vlogah, danes pa sedi na drugi strani mize v vlogi svetovalke za iskanje in selekcijo kadrov. Z nami je Maša Budna Radilović, svetovalka pri Competu, ki s svojim delom povezuje organizacije in posameznike ter razume obe perspektivi, tako kandidata kot delodajalca. Njena karierna pot je izjemno relevantna za vse, ki delajo v poslovni podpori, saj dokazuje, da so znanja pridobljena v teh vlogah močan temelj za nadaljnji karierni razvoj. Maša, lepo pozdravljena in dobrodošla v oddaji Moč poslovne podpore. Maja, hvala za povabilo in za to priložnost, da se danes tudi pogovarjava. Maša, pa začniva kar na začetku. Kot smo že slišali v uvodu, je vaša karierna pot kar zanimiva, se pravi od poslovne podpore pa do funkcije, ki jo upravljate danes. Kako je potekal ta karierni preobrat? Maja, hvala za to vprašanje. Pravzaprav je to vprašanje, ki ga sama večkrat zastavljam tudi svojim sogovornikom, dnevno večkrat, kajti danes delujem kot svetovalka za iskanje in selekcijo kadrov v družbi Competo. To je kadrovska družba, ki je usmerjena v iskanje in selekcijo višje kvalificiranih kadrov, pa tudi v razvoj sistemov, organizacij in ljudi. Sicer pa ja, moja karierna pot se je začela nekaj 20 let nazaj. Začela se je v organizaciji dogodkov, v agenciji. To je bila tista prva asistentska vloga, kjer sem se morala kar hitro naučiti, kaj pomeni dobra organizacija, kaj pomeni jasna komunikacija. Vse to je bilo pomembno za potrebe projektnega vodenja v okviru dogodkov. Bili so raznoliki dogodki, veliko sem pravzaprav morala tudi komunicirati z različnimi deležniki in ja, vedno je bil pritisk rokov, pritisk nekih odgovornosti, tako da to je bil nek temelj, ki sem ga naredila v začetku kariere. In potem po nekaj letih sem se premaknila v novo vlogo, to je bila pa vloga asistentke vodij. Se mi zdi, da je bila to tista prva vloga, kjer sem videla, kako vodje razmišljajo, kako se odločajo. Bila sem v bistvu blizu tega jedra organizacije in ugotovila, da je moja vloga spet zelo vsestranska. Po eni strani nudim zanesljivo ali pa si želim nuditi zanesljivo podporo vodji. Po drugi strani sem nek vezni člen med sodelavci, ki so se ustavljali pri meni. Potem sem skrbela ne samo za administrativni del, ampak zraven priključila hitro še malo priprave marketinških vsebin, organizacijo dogodkov ponovno, potem tudi nekaj HR-a, pripravo kakšnih poročil, se pravi zelo raznoliko, ampak z nekim novim razumevanjem, kako vodje razmišljajo in kako delujejo organizacije. Leta 2018 sem se pa pridružila Competu. Pravzaprav je bilo tako, da sem že tisti zadnji 2 leti, preden sem se pridružila Competu, o Competu slišala ogromno lepih stvari, da se tam zelo dobro počutijo, da vodstvo nudi zelo močno podporo, da delajo stvari mogoče celo malo drugače kot ostali, da so tukaj zelo inovativni, da je delo zanimivo, da je veliko različnih izzivov. In to je bilo
tisto, kar se mi je zdelo, da bi želela početi tudi sama. Zavedala sem se, da je področje HR-a področje, ki bo zame novo, ampak vseeno sem se želela tja. Tako se mi je zdelo, da združuje to delo z ljudmi in hkrati projektno vodenje in oboje mi je blizu. Potem se je pa leta 2018 zgodil en klic, jaz sem Kompeto sicer poznala iz nekaj selekcijskih postopkov odprej, potem me je poklicala takratna sodelavka in rekla, iščemo zase. In sem rekla, ja. Nekaj se ti nisem še povedala, za katero delovno mesto. Sem rekla, me ne zanima. Ja, to je Kompeto. Vseeno sem si potem vzela nekaj dni za razmislek. Predvsem sem tehtala med tem, sem nekje, kjer v bistvu procese dobro poznam, pričakovanja dobro poznam. Tukaj se mi zdi, da že dodajam neko vrednost. Imam pravzaprav neko močno vlogo. Ampak hkrati mi nekaj manjkajo mi novi izzivi, želela bi se spoznati z novim področjem, želela bi narediti ta korak v svoji karieri, a upam, a izbrati zdaj v bistvu smisel pred nekim strahom. A upam sprejeti neko odločitev, imam eno idejo o tem, kako se bom imela na Kompetu in imam eno idejo, česa vsega bi se lahko tam naučila, ampak hkrati je to spet učenje iz nič. To mi ni problem, to rada počnem, res se rada učim in spoznavam nove stvari, ampak a bom kos pričakovanjem, ki bojo na drugi strani. Vse to se mi je vrtelo po glavi nekaj dni, potem pa sem naredila ta korak in mi nikoli ni bilo žal. Dejansko sem na Kompetu začela kot vodja pisarne, hkrati se pa potem po kakšnem letu naredil še en karierni preobrat in sicer je prišel vodja do mene in me vprašal, če bi pravzaprav svojo nadaljno pot znotraj Kompeta usmerila močneje na iskanje in selekcijo kadrov. Tudi takrat sem si vzela kakšen dan za razmislek, sem razmišljala, a mi bo dovolj dinamično, ker se mi je zdelo, da vodenje pisarne vsem prinaša toliko dinamike, ki je zame pomembna, da kaj pa, če jo na enem malo ožjem področju lahko zmanjka. In sem se odločila za in mi ponovno ni bilo nikoli žal. Delam pa danes poleg iskanja in selekcije tudi sodelujem na projektih znamke delodajalca in pa vodim, koordiniram področje prezaposlovanja. Super, se pravi zelo bogata karierna izkušnja, poslovna sekretarka, vodja pisarne, organizatorica dogodkov, preplet lepih izkušenj, znanj. Kaj vas je pa pri tem najbolj oblikovalo na tem delovnem mestu, poslovne podpore in čutite še danes? Se mi zdi, da sem vedno delovala v nekih zelo dinamičnih okoljih, intenzivnih okoljih, spremembe so se zelo hitro dogajale, pričakovanja so bila visoka in tukaj sem morala uriti predvsem kompetence, se pravi neke dobre, odlične organiziranosti, jasne komunikacije, iskanja nekih izzivov, tudi takrat, ko so stvari mogoče zelo pestre, v tem trenutku nimaš nekega odgovora, ampak iskanje neke rešitve za te izzive. Sigurno tudi delo z ljudmi, se pravi zahtevnimi sogovorniki ali pa samo v smislu nekega povezovanja. To so tiste neke kompetence, ki sem jih urila, ki mi zelo pomagajo tudi danes. Je pa res, da včasih je bila to mogoče nekoliko bolj tehnična izvedba, nekoliko bolj administrativna podpora. In tisto, k čemur še vedno, jaz mislim, delam tisti korak, je pa to, da bi to počasi preraslo vse močnejšo partnersko podporo, kjer pa ni pomembno, koliko narediš ali pa da nekaj odkljukaš, ampak predvsem, da razumeš, kaj delaš in kaj s tem prinašaš. Pa vas je mogoče pri tem kariernem preobratu, ker to je le velik korak naprej, vseeno kdaj ste si zamislila, kaj mi je tega treba, kaj sem se odločila za to, bi šla rajši nazaj. So se kdaj zgodili vseeno te trenutki ali je bilo vse tako gladko, kot sprva zveni? Ne moram reči, da bi se spomnila kakšnega res močnejšega tazga trenutka, verjetno tudi zato, ker imam na Kompetu res močno podporo. Bili so trenutki, ko sem videla, da je nekaj še večje od mene, v smislu, sem se lotila kakšnega projekta, pa povratna informacija mogoče ni bila najboljša, videla, kje se lahko še izboljšujem, pa v tistem trenutku nisem znala, nisem vedela, ampak
tudi če sem prišla s kakšno solzo pred vodstvo, kako naprej, ne vem, kako se tega lotiti, ne znam, so nudili predvsem zelo močno podporo temu, da se naučim, da me na tej poti podprejo in to mi je vedno pomenilo tisto največ. Tudi takrat, ko je bilo težko, sem vedela, da nisem sama. Tako da verjetno je to tisto, kar je še danes največ dodana vrednost. Ja. Se pravi, tudi delovno okolje, v katerem delamo, je zelo pomembno prispeva k temu, kako pa tudi mi sami potem sprejemamo delovne naloge, kako se znajdemo v določenih kriznih situacijah, ko nas to delavci spodbudijo in gremo potem lažje z zagonom naprej. Mogoče zdaj v tem delu še dotakniva se, kdo je pa Maša osebno, kaj vas veseli, kaj vas sprošča tudi izven delovnega časa in vam daje tisto energijo in moč potem za nadaljne službene aktivnosti? To, kar sem že mogoče omenila, je ta radovednost, želja po učenju, tudi takrat, ko ni najlažje, se pravi želja po nekem ustvarjanju, po odkrivanju nekih novih vsebin, po gradnji strokovnosti, po gradnji neke širine. Sigurno sem zelo usmerjena tudi v same odnose, se pravi neka povezanost mi je pomembna s prijateljicami, z družino, pa seveda pač tudi s svojimi sodelavci. Tukaj se mi zdi, da se zelo na to priklopi tudi ena taka živost, ki me spremlja, ali pa ki jo tudi zelo iščem, se pa kaže verjetno najbolj v tem, da se rada družim, da rada hodim na koncerte, da rada potujem. To so stvari, ki me polnijo ali pa ki me najbolje tudi opišejo. Tako, super. Maša, najlepša hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je kratek premor. Vidimo se zopet čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moč poslovne podpore. Z mano je Manca iz Kompeta. Manca, v prvem delu smo slišali vašo bogato karierno pot do pozicije, kjer ste danes, ki vas več kot očitno navdihuje, z žarom v očeh govorite. Povejte, kaj je pomembno pri vašem delu, kako bi opisali vaše delo sedaj, kaj je pomembno. Sodelujete namreč z veliko naročniki, kar ni vedno najbolj enostavno. Morate razumeti njihove potrebe, njihove želje in potem vse to skupaj spraviti v nekaj, kar bo pritegnilo nove kandidate za delovna mesta. Sedaj vemo, da tudi na določenih delovnih mestih je veliko pomanjkanje kadra. Kako izgleda ta proces, kako bi rekli, od začetka iskanja stika z naročnikom in potem stika s kandidati? Prvi korak je vsekakor zelo dobro razumeti, kakšne so potrebe in pričakovanja naročnika, se pravi delodajalca. V ta namen se v bistvu z njimi uvodoma zelo podrobno pogovorimo, ne samo o tem, koga potrebujejo, v smislu delovnih izkušenj, kompetenc, nekih strokovnih kompetenc, znanj, odgovornosti in tako naprej, ampak predvsem tudi o tem, kakšno okolje sami nudijo. Se pravi, kakšna je kultura, vizija, vrednote, kaj pravzaprav nudijo iz vidika nekega sodelovanja, izzivov, kakšen je mogoče stil vodenja, kakšni so odnosi znotraj timov. Zato, da dobimo mogoče tudi ta vpogled v neko kulturo, v neko drugo plat, ki lepo dopolni tudi izkušnje. To je pomembno, zato ker ne iščemo vedno samo tistih kljukic, te delovne izkušnje oseba ima, ampak iščemo celosten fit. Temu se želimo čim bolj približati, ker samo to lahko pravzaprav rezultira v nekem dolgoročnem uspešnem sodelovanju. Torej ja, prvi korak je to, da se zelo podrobno pogovarjamo z našimi naročniki, da skušamo razumeti, kam paše ta oseba, katere izzive bo pri njih reševala in kakšna so pričakovanja do tega. Potem se naprej pogovarjamo s kandidati. Tukaj smo pozorni ponovno, eno so izkušnje, drugo pa to, kako so že ravnali v določenih situacijah, ki so se jim zgodile. Za določena delovna mesta, so to ene kompetence, spet druge so druge, ampak vedno smo usmerjeni v tisto, kar je pomembno prav za to delovno mesto, prav za to priložnost. Konkretno
To izgleda, da poprašamo po primerih kandidate, kandidati zelo cenimo, če tukaj uspejo, to odgovoriti na način, da si znamo predstavljati, s kakšnimi situacijami se srečujejo, s kakšnimi izzivi, kakšna je njihova vloga, kaj so pravzaprav neki koraki do rezultatov. In skozi to dobimo dober vpogled v to, kako oseba deluje in pravzaprav to usklajujemo s tem, kar potrebuje tudi naš naročnik. Torej, ja, usmerjeni smo predvsem v iskanje skladnosti, v iskanje tega, kje bi se lahko oba deležnika pravzaprav našla in kako bi lahko sodelovala tudi naprej. Kako pa recimo pri poslovni podpori? Imate dostikrat iščete kader tudi v poslovni podpori, glede na to, da ste sama delala več let kot poslovna sekretarka, vodja pisarn. Vam je to mogoče še posebej pri srcu? Kaj iščete pri kandidatih? Kaj se vam zdi pomembno? Katere kompetence so tiste, ki vas prepričajo? Verjetno mi je res iskanje na področju poslovne podpore nekoliko bliže lahko, ker jo pač poznam, kako je delovati z vodjami, vem, kako je delovati z vloge poslovne podpore. In hkrati, ja, dobro se zavedam iz svoje izkušnje in iz tega, kar vidim pri kandidatih, da so to kandidati, ki so vajeni delovati v nekih visokodinamičnih okoljih, intenzivnih, hitro spreminjajočih se in znotraj tega velikokrat združujejo tisto, kar ni običajno. Na eni strani zmorejo v tem ostati strukturirani, zanesljivi, organizirani, temeljiti. In po drugi strani se znajo hitro obrniti, so prilagodljivi, so proaktivni in to je tisto, kar jih dela nekoliko drugačne, nekoliko posebne in to je tisto mogoče, kar tudi iščem. Spomnim se pa pred leti enega primera, ko sem iskala ravno za eno tako okolje, visoko intenzivno asistentko vodstvu. Znala sem vprašati, kaj so tisti izzivi, ki jih lahko pričakuje in to tudi zelo jasno uspela zapisati v oglas. V oglasu se spomnim, da sem napisala, da iščemo osebo, ki lahko deluje v okolju, ki od nje zahteva, ne vem, ob 9 pride vodja, reče ok, danes do 12 ure bi potrebovala osnutek prezentacije, organizacijo večdnevne poti v tujino, pregled, ne vem, šopa računov z računovodstvom, ki sicer deluje v tujini in pa organizacijo nekega sestanka z ogromno deležniki. In ta oseba, ki jo iščemo, razume, kaj mora narediti, hkrati pa vse to naredi do 11 in v tem času pravzaprav tudi iz bližnje cvetličarne dobi šopek, s katerim polepša vodi pisarno. Ali pa sem zapisala, da tudi če ta oseba vstane z levo nogo, si zmore nadeti nek urejen poslovni videz, prideti na delovno mesto in zaželeti en prijeten dober dan. Tako sem probala skozi primere orisati, kaj se pričakuje v tem okolju in marsikateri kandidat mi je potem na razgovoru rekel, končno nekdo, ki razume, kaj počnemo in kaj je pomembno. Tisti, ki smo jih pa aktivno nagovarjali, headhuntirali in se niso odločali po takem opisu za nadaljevanje, so rekli, še sreča, da ste bili tako transparentni, tako iskreni, da ne tratim v bistvu vašega časa, to okolje ni zame. Tako da, ja. V bistvu lahko že pod tem samim razpisom naredite neko selekcijo kandidatov z konkretnimi primeri, kot ste sedaj omenila. Res je. Kako pa potem izgleda sam razgovor pri vas? Ja, razgovor poteka na način, da damo predvsem priložnost kandidatu, da se predstavi in hkrati preko vedenjskih vprašanj ali pa drugih tipov vprašanj pridemo do tistih informacij, ki so za nas relevantne. Zdaj, če bi jaz kandidata vprašala, povejte mi, ne vem, kakšni ste v nekaj besedah in mi to zgolj našteje, to zame nima take teže, kot če se uspe predstaviti skozi konkreten primer tega, kar sem že prej omenila, se pravi, s kakšnimi situacijami se srečuje, kakšna je vloga, kakšne korake naredi in kakšni so rezultati. Tukaj lahko dodajo težo in na to smo najbolj pozorni, sicer pa ves čas iščem to neko skladnost kandidatov s tem, kar ponuja delodajalec. In tukaj se mi zdi, da lahko dodajamo tudi tisto vrednost, da potem lahko nabor ustvari najboljše kandidate za priložnost, ki je odprta. Pa se vam zdi, da je interes po teh delovnih mestih sedaj visok, glede na to, da se v bistvu neka selekcija naredi že z razpisom, da je jasno napisano, kaj delodajalec pričakuje, glede na pomanjkanje kadra v določenih
segmentih. Se vam zdi, da vseeno dobite dovolj kandidatov, dovolj dobrih kandidatov, ki so potem tudi primerni za naprej? Ja, na nas se največkrat obrnejo takrat, ko sami ne uspejo, ko niso uspešni. Ponavadi se lotevajo objave oglasov, mi pa smo tisti, ki lahko tukaj uporabimo več virov. Se pravi, imamo dostope do različnih baz, imamo zelo močno mrežo in predvsem aktivno preiskujemo trg in nagovarjamo kandidate. Na ta način uspemo dobiti kandidate, ki jih morda samo z oglasom ne bi, in hkrati tudi kakovostne kandidate, ker tisti, ki mogoče aktivno ne iščejo, jih pa pravzaprav mi nekako dosežemo z aktivnim nagovarjanjem, so običajno tisti, ki so najboljši. Tako da, ja, so segmenti, kjer je to težko. Naprimer, računovodstvo v zadnjem času je eno težjih, tukaj vedno rečem našim naročnikom, če imate dober tim, dajte delati na tem, da ga zadržite. So pa tudi še druga področja, kjer je to nekoliko težje, ampak ne obupamo, iščemo, zavrtimo tudi več krogov, če je potrebno, da pridemo do ta pravi. Kaj pa potem sama zaposlitev tudi poteka preko vas oziroma direktno pri delodajalcu? Ne, zaposlitev pa ne poteka preko nas. Se pravi, mi pripeljemo proces do točke, ko predamo nabor kandidatov, potem jih spoznava naročnik, delodajalec. Tukaj smo vsekakor še zelo vpeti, včasih tudi kot kakšen mediator, prevajalec, usmerjevalec, svetovalec. Sama zaposlitev je pa potem neposredno na podjetju. Se pravi, vi se ne ukvarjate s tem, vi poiščete kader, ustrezen kader, komunicirate z naročnikom in potem naročnik naprej zaposli in upamo, da tudi zadrži ustrezno kandidata. Tako da, Maša, zaenkrat hvala, midve imamo še kar veliko za predebatirati. Drage gledalke, dragi gledalci, mi pa se zopet vidimo čez nekaj trenutkov, ko z Mašo nadaljujeva ta zanimiv pogovor. Drage gledalke, dragi gledalci, gledate oddajo Moč poslovne podpore. Z mano je Maša iz Kompeta. Maša, v prvem in drugem delu sva se dotaknili nekako vašega dela, ki je res zelo zanimivo. Orisali ste nam, kako poteka sam izbor kandidata, kako poteka delo z naročnikom, kaj je pomembno. Mogoče se dotakniva še življenjepisa. Vemo, da ko se ponavadi prijavljamo na nek razpis, so neki pogoji. Življenjepis mora biti pripravljen vabljivo, mora povedati vsem, to je prvi kontakt z naročnikom oziroma z kadrovikom. Kaj je pomembno, da v življenjepisu že poudarimo, pa potem mogoče tudi dolžina življenjepisa. Vemo, da kakšen življenjepis pride zelo skop, s premalo informacijami, pa je lahko kandidat zelo dober kandidat, ampak ne zna nekako na papir spraviti vsega tistega, kar zna, kaj dela in kaj je pomembno za delodajalca, da ga potem tudi sprejme na razgovor. Mogoče bi šla tukaj še en korak nazaj. Se mi zdi, da se srečujemo z iskanjem nove zaposlitve običajno po nekaj letih, včasih je to tudi 5, 10, 20 let. In v teh 5, 10, 20 letih se običajno nismo spraševali o tem, kdo smo, kaj prinašamo, česa si želimo. Zdaj pa pride ta točka. In razmisliti sam pri sebi, kaj že prinašam, kaj so neka znanja, izkušnje, kompetence, strokovnosti, ki jih imam. V drugem koraku, česa si želim, kaj me motivira, v kakšnem okolju želim delati, iz vidika velikosti podjetja, dinamike, procesov, odnosov, povezanosti, česarkoli drugega, kar me polni. To sta zdaj prva dva koraka in potem pridemo na tretji korak, kjer pogledamo, kaj pa pravzaprav trg dela išče, ko išče mene. In na tej tretji točki, ko pogledamo nekaj oglasov za delovna mesta, za katera bi želel kandidirati, ugotovimo, da pravzaprav lahko še kaj dodamo k svoji predstavitvi, to je ta prvi korak, še kaj dodamo k svoji predstavitvi, na kar nismo pomislili, pa se do nas zelo išče, ali pa celo ugotovimo, da mogoče določenih znanj nimamo, pa jih začnemo na tisti točki tudi nadgrajevati, zato da postanemo bolj kompetentni. Včasih zavrtimo več krogov, ampak je pomembno, da damo temu čas. Predvsem zato, ker tukaj dobimo potem eno presečišče, jaz temu rečem osebna znamka, na kateri gradimo pravzaprav vso nadaljnjo komunikacijo in predstavitve. Se pravi, od življenjepisa, spremnega pisma, LinkedIn profila, tega, kaj povemo na razgovoru,
ali pa tudi tega, kaj pravzaprav povemo, ne vem, v dvigalu, sosedu, ko reče, kaj pa kaj ti, in reče, zdaj pa sem v iskanju zaposlitve in znam pravzaprav zelo dobro ubesediti, kdo sem in kaj želim. Ko imamo pravzaprav to informacijo o sebi, se pa lotimo, recimo življenjepisa, ki ste ga tudi izpostavljali. Življenjepis naj odraža tisto ključno za delovno mesto, na katerega kandidiramo. Če se prijavljamo na oglas, je to relativno enostavno. Zelo dobro preverimo oglas, pozorni smo na to, kaj delodajalec išče, kaj je dal na prva mesta, kaj se mogoče večkrat ponavlja, in tudi pri sebi življenjepis prilagodimo na način, da so te stvari, ki so najbolj skladne, na prvih mestih. Ena taka informacija, morda ob tem, da si za prvi pregled življenjepisa vzamemo nekje 10 sekund. To je diagonalno branje in v teh 10 sekundah iščemo predvsem čim več skladnosti, da gremo brati življenjepis bolj podrobno. Torej, tukaj je ta moč pravzaprav vsakega kandidata, dobro se poznati in to tudi predstaviti na življenjepisu, pa seveda hkrati dobro prebrati oglas, da vidimo, kje smo že skladni. To se mi zdi, da je tisto, kar je osnova, na kateri gradimo, potem so pa finese, skrajšamo kakšno stvar zato, da pridemo nekje na 2 do 3 strani, ali mogoče kakšno stvar bolj poudarimo, ali se malo bolj tudi razpišemo pri samih dosežkih. Mogoče še to, kadarkoli govorimo o dosežkih, o kompetencah, se spet vračam na tisto odprej. Dajmo se izogniti naštevanju, dajmo biti tukaj bolj konkretni skozi primere. To nam da veliko več vsebine in je veliko bolj prepričljivo. Kaj pa spremno besedilo? Ponavadi so nas učili, napišite spremno besedilo, izpostavite, kdo ste, kaj počnete, da ni zgolj skopo kot v življenjepisu, ker bolj kot ne naštevamo. Se tega danes kandidati še poslužujejo? Je to neka dodatna nota k temu, da vi osebo mogoče spoznate tudi v neki drugi luči, ne samo izobrazba, delovne izkušnje, ampak tudi kaj počne mogoče v prostem času, kaj ga veseli in kaj je lahko dobra kompetenca potem za določeno delovno mesto? Življenjepis je verjetno še vedno tisti temeljni dokument. Lahko ga pa zelo lepo dopolnimo s spremnim pismom, kjer se morda razpišemo malo bolj vsebinsko. Še vedno pazimo, da ni predolgo, ampak bi tukaj mogoče priporočila to, da tisto, kar želimo sporočiti, pravzaprav napišemo na vse dokumente, ki jih pošiljamo, ker ne vemo, čemu bo dala oseba, ki bere, več poudarka. Opažam pri nas, pa tudi nasplošno, da se morda da se večkrat zahtevajo življenjepisi, spremna pisma manjkrat. Je pa potem, tudi če ga ni možno priložiti, vedno na razgovoru prostor za nek temeljitejši pogovor, oris, in to, kar ste omenila, tudi ta zasebni del je pomemben. Tudi to iščemo pravzaprav, ko pregledujemo življenjepise, a lahko razberemo, ne vem, mogoče katerim vrednotam sledi, kaj ga polni v zasebnem življenju in kako to dopolnjuje nek celosten profil pravzaprav, ki ga iščemo. Kaj pa mladi? Prihajajo nove generacije, ki so nekoliko drugačni kot mi. Mi smo bili vzgojeni v smeri, pač se zaposliš, spoštuješ vrednote podjetja, delaš. Mlajši, ki prihajajo, pa niso več tako zelo pripadni, nimajo neke stalnosti, tako da v bistvu jim ni nekje, moraš jih res prepričati, da ostanejo, da so zadovoljni, da jim delo ustreza, hitro se premaknajo naprej. Kako se vi soočate s temi mlajšimi generacijami, ki so nekoliko drugačne oziroma imajo malo drugačno vizijo, kot smo jo imeli mi? Se mi zdi, da starejših generacij smo se nekako že navadili in z njimi lažje sodelujemo. Z mlajšo ni nič narobe. Je samo mogoče nova generacija, s katero se še moramo naučiti sodelovati. In moje priporočilo bi bilo, dajte se pogovarjati. Dajte jih poslušati, dajte se pogovarjati, bodite tudi jasni v tem, kakšna so pričakovanja, in hkrati ne dopustite, da se bodo mogoče določena prilagajanja tudi dogajala znotraj kulture, delovnih pogojev in tako naprej. Se mi zdi, da tukaj ena in druga stran bosta šli v smeri prilagajanja, še lažje bosta pa to storili, če se bosta slišali, če se bosta pogovarjali, če si bosta dali prostor, vsaka ima neke svoje potrebe in
pravzaprav na koncu gre za to, kako lahko to uskladimo v neko uspešno in dolgoročno sodelovanje. Pravi, zelo pomembno bo medgeneracijsko sodelovanje, to, kar že poudarjamo. Še bolj ključno bo postalo potem zdaj s temi prihodnjimi generacijami. Se pravi, da mladim pustimo, da povejo svoje mnenje, vseeno jih pa pri tem usmerjamo, spodbujamo, omejujemo pri tistih stvarih, ki seveda bo potrebno jih omejevati. Kako pa vidite prihodnost razvoja poklica tako v HR sferi, kot tudi v poslovnem svetu, v poslovni podpori? Recimo tudi digitalizacija prinaša veliko novosti, umetna inteligenca se nam bliža z nezdržno hitrostjo v vse sfere prihaja. Kako vi vidite prihodnost poklicev in potem teh digitalnih orodij? Bo šlo to z roko v roki, se bo to zelo spremenilo? Ja, če mogoče izhajam kar iz poslovne podpore, včasih je bila to mogoče malo bolj administrativna, tehnična, izvedbena vloga, danes se premika vse bolj v podporno, v partnersko, da bi pa to pravzaprav lahko naredila, pa bo potrebno tudi nadgraditi kakšne kompetence. Mogoče za začetek se vprašati, a si tega res želimo, drugo pa potem mogoče narediti prvi korak k temu, ali lahko prevzamem že mogoče kakšne manjše projekte, kakšne zahtevnejše, kompleksnejše, organizacije, usklajevanja, pripravo. In skozi to se bo ta vloga učila, kako deluje neko jedro organizacij, kako razmišljajo vodje, kako deluje pravzaprav biznis. Ustvarjala si bo neko širšo sliko preko gradnje razumevanja tudi ljudi. In to je mogoče ta ključni moment, kjer umetna inteligenca ne bo uspela zamenjati poslovne podpore. Sigurno bodo pa vsa ta orodja lahko v veliko pomoč pri poenostavljanju procesov, se pravi, da bodo tudi procesi hitrejši, bolj učinkoviti, bolj enostavni v tem operativnem delu. In na ta način bo ostalo več časa za razumevanje ljudi, razumevanje organizacij, razumevanje procesov, razumevanje področja, ki ga velja v to tudi izkoristiti. Sigurno bodo tudi bolj človeške kompetence, kot so kritično razmišljanje, čustvena inteligenca, neka usmerjenost v odnose oziroma upravljanje odnosov, nekaj, kar bo poslovno podporo spremljalo še naprej. Ampak ja, pravzaprav ta razvoj vidim najmočneje v tem, od tega, kar razumemo danes, se pravi, urejam nek koledar upravljam pravzaprav z nekimi prioritetami in časom vodje, ali pa kako lahko nekaj izboljšam, ali pa tukaj sem predlagala neko izboljšavo, tukaj se ne zaključi. S tem sem pravzaprav prihranila 30% časa pri obdelavi potnih nalogov. Tako da to razumevanje, kje lahko organizaciji pomagamo, zgradimo neke temelje, da lahko vodje, sodelavci delujejo, da lahko delujejo nemoteno, se pravi tudi prinašanje nekih temeljev, ki dajo strukturo, jasnost, karkoli potrebujejo. To se mi zdi tisti ključni premik in razumevanje, kje lahko prihranimo čas, denar, kje lahko stvari poenostavimo. Tako, se pravi, z roko v roki, še vedno bo ključna oseba, ki je kader, ki bo imel čustva, inteligenco, umetna inteligenca pa digitalizacija pa bo hodila z roko v roki kot pomočnik, nikoli pa v bistvu ne bo popolnoma mogla nadomestiti osebe. Tako da, Maša, čas se nama je iztekel. Hvala za ta čudovit pogovor, veliko novih znanj, da smo nekako tudi spoznali vaše delo iz druge strani. Srečno naprej, zelo sem vesela, da sva se spoznali, tako da se veselim tudi kakšnih prihodnjih srečanj na kongresu ADMA in podobne. No, drage gledalke, dragi gledalci, danes smo slišali, da poslovna podpora ni slepa ulica, ampak je močan temelj, na katerem lahko gradimo različne karierne poti. Mašina zgodba je dokaz, da so znanja iz podpore prenosljiva, cenjena in iskana, tudi na drugi strani zaposlitvenega procesa. Hvala, da ste bili z nami v oddaji Moč poslovne podpore. Do prihodnjič, ostanite pogumni, radovedni in ponosni na svojo pot.